Spoštovane gospe in gospodje, kolega Marko Diaci, lepo pozdravljeni na tem dogodku. Slovenci smo res zelo poseben narod, pravzaprav svetovni fenomen, kajti po podatkih se več kot 100 000 ljudi ukvarja z ljubiteljsko kulturo. Jaz to vedno primerjam recimo z enim našim partnerskim mestom Singen, s katerim imamo zelo bogate, pristne odnose, ki je približno tako veliko, kot je Celje, pa nima niti približno tako razvite te kulturne dejavnosti. Prav je, da ohranjamo to bogato kulturno izročilo, ki so nam ga zapustili predniki, prav je, da se tega zavedamo, prav je, da skrbimo za to, da tudi v kulturnem smislu ostanemo narod v tej veliki evropski družini. Za majhne narode je kulturna zavest in samozavest, ali pa bolj rečeno zavedanje, še toliko bolj pomembna. Zelo veseli smo te pobude Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zveze kulturnih društev in pa seveda darila občine Šentjur in šolskega centra Šentjur. V življenju se vedno trudimo pustiti za sabo kakšno sled. Danes bomo pustili eno majhno sled za zasaditvijo tega drevesa. Jaz sem prišel v delovni obleki, vidim, da Marko je bolj svečani obleki, ampak verjamem, da bomo to dobro naredili, da bo drevo, bogatinka, sadno drevo Celju dobro uspevalo. Imamo dobre izkušnje tudi recimo z Mariborsko trto na Starem gradu. Predvsem pa si želim, da bo vse tiste, ki bodo šli tukaj mimo, kjer je nekakšen celjski sedež ljubiteljske kulture, se spomnili na to bogato kulturno dediščino. Ne nazadnje pa bo ta lepa jablana obogatila tudi naš urbani prostor. Še enkrat lepa hvala za simpatično darilo. Vsem, ki se ukvarjate oziroma ustvarjate v ljubiteljski kulturi, pa seveda čestitam v tem tednu ljubiteljske kulture in vam želim veliko užitkov, ustvarjalnega navdiha, tudi sicer pri vaši kulturni dejavnosti. Hvala lepa.